Lasje so po dolgem poletju precej izsušeni. Še posebej, če med poletjem las nismo ustrezno negovali. Posledice izsušenih las so razcepljene konice in suho lasišče. Izrednega pomena pri odprtih, suhih in poškodovanih laseh so globinske maske in terapije, ki jih je priporočljivo uporabljati vsaj enkrat na mesec. Lahko se odločite za terapijo v frizerskem salonu, lahko pa vse to naredite tudi doma. Vremenski pogoji, ki lase sušijo in poškodujejo, neprimerne nege, pretirane uporabe sušilca, likalnika, kodralnika so lahko prav tako težava za vaše lase. Stanje las lahko po zimi poslabša tudi dejstvo, da v hladnejših mesecih nosimo pokrivala. Takšni lasje so nagajivi in jih je težko urediti v frizuro. Ampak ni strahu, v salonih in na trgu je veliko izdelkov, ki stabilizirajo nivo vlage v laseh ter s tem preprečijo izsušenost, razmršenost in naelektrenost vaših las. Jaz imam sicer rad nego, kot so na primer DNK nega, blatna obloga, oljna nega, hialuronska nega in izbor najboljših, kar sicer že ime pove, da gre za izbrano nego, ki pa lase obnovi z delci diamanta, meteoritnega prahu in tartufa. Saj vsega nisem naštel, ampak malo za feeling, da veste, zakaj gre, pa le bo. Jaz vam bom pokazal, kako si pravilno lase umijete. Vem, da to vsakdo pozna, ampak tudi to je pomembno, kako nanesete šampon in masko. V salon je prišla Ajla, ki vedno pravi, da lase delajo preglavice. Torej gre za postopek, ki ga lahko prenesete v vaš dom in gremo akcija. Moji lasje so zelo gosti, zelo izsušeni, kakorkoli hočem delati z njimi oziroma jih pravilno negovati, nikakor ne najdem tiste prave nege, ki bi ustrezala mojim lasem. Kakorkoli si jih zlikam oziroma skodram, nikoli ni tisti wow efekt, skozi so res presušeni in zato sem zelo vesela, da bom danes videla, kako je v bistvu treba pravilno negovati laske, pa kako je treba pravilno umiti. Zelo pomembno je, kako nanesemo šampon. Najprej šampon si damo v roke, takole, in ga zagrabimo s prsti. In potem ga nanesemo najprej na sprednji del las in nadaljujemo vse od spredaj nazaj. Pomembno je to, da šampon s to tehniko raznesemo čez celotno lasišče in z nežnimi gibi še dodatno pripomoremo, da se šampon res dobro vtre v lasišče. Zmočite in postopek ponovno ponovite. Po šamponiranju nanesemo masko, kar pridi bliže. Najprej začnemo na konicah in nadaljujemo vse do lasišča in rahlo masiramo. Po nekaj minutah, ko maska prime, jo izperemo. Najprej si lase posušite na rahlo in šele potem nanesite olje. Ko so lasje še vlažni, nanesite olje, 2 do 3 kapljice. Najprej olje dobro segrejemo v rokah, šele nato toplega nanesemo na lase. Najprej na konice, vse do lasišča. To sekcijo las razdelimo na 2 dela in ko bomo sušili lase, vzamite manjšo krtačo in sušite od lasišča vse do konic. Ko bodo lasje segreti, jih ovijte krog prsta in pripnete, da se ohladijo. In s tem boste dobili svež, poletni, zimski look za vse mesece, vse dneve tega leta. Ko so lasje že ohlajeni, začnemo ven pobirati špangice in že vidimo prve rezultate frizure. Ko poberemo vse špangice, date glavo mečkam bolj nazaj in s prsti na nežno razčešete kodre. Kvaliteta las je neizmerno boljša, konic ni več, saj jih je v bistvu ta nežen hair repair popravil.
Kakor sebe poznam, sem ful zahtevna, kar se tiče las in sem res presenečena, ker nisem pričakovala tazga rezultata. Naučila sem se tudi, kako narediti ful lepo frizurico in to samo s fenom in s krtačo. Rada bi se zahvalila Gašperju, ker mi je omogočil tole preobrazbo in nego. To je to, čau! Tako mi dva zajlo sva končala in rezultat lažje po prvem pranju oziroma negi je več kot očiten. Če vas zanima, kaj več, nam pišite, kličite, zagnjavite me na ulici, jaz vam vse povem. Ali pa nas obišite v naši saloni Get, na Mestnem trgu, tam vas bo zabavala Urška Novak, jaz pa nekje med Žalcem in Ljubljano. Predvsem pa naše kontakte najdete na www.salonget.com. Se friziramo, čau!